Zgodba razvoja vozil Mercedes-Benz je dobro poznana in že desetletja enaka. Najprej razred S pokaže pot, nato pa sledijo ostali modeli, ki delček luksuza in pa seveda nove tehnologije naredijo bolj dostopno. Nič drugače ni niti v električni dobi, ki se po Mercedesovo imenuje EQ doba. Tako lahko tokrat izhajamo iz modela EQS, o katerem smo v avtomobilnosti že veliko govorili. Test tega modela vam ponudimo na koncu videa. No, še prej pa vas povabimo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem z vsemi novimi vsebinami. Če je EQS električni razred S, je električni razred E model EQE. No in seveda nas takoj zanima, koliko novega paradnega konja Mercedesa se skriva v modelu, ki v ponudbi stoji stopničko niže. Za začetek sta EQE in EQS postavljena na isto platformo, se pravi EVA 2.0, ki je naša prva povsem električna platforma, tako da v tem sta si identična praktično. Je pa avto, se pravi EQS 20 cm daljši, medosna razdalja 10 cm daljša, tako da največja razlika se pozna na zadnjih sedežih in pa v prtljažniku. Podobnost je pa tudi ta, da imata oba hyperscreen, se pravi, kar je zanimivo tukaj je potem, da je širina kabine je pa zelo primerljiva. Naš rojak Robert Lešnik je s svojo oblikovalsko ekipo poskrbel, da je aerodinamični koeficient modela EQS rekordno nizek, znaša namreč le 0,20. No in tudi pri modelu EQE vidimo po takšni zaprti maski in pa tekoči silhueti, da je tudi tokrat vse podrejeno aerodinamični učinkovitosti. No, koeficient zračnega upora v tem primeru znaša 0,24, a to objektivno še vedno pomeni odličen rezultat. Tako bi se lahko glede na naše izkušnje morda tudi s tem avtomobilom precej približali tistemu sicer težko dosegljivemu standardu WLTP, ki predvideva, da bi lahko z enim polnjenjem prevozili tudi krepko več kot 600 km, seveda odvisno od različice. Baterija ima v vsakem primeru uporabno kapaciteto približno 90 kWh. No, bo pa doseg seveda ključno odvisen od izbire različice z dvo- ali štirikolesnim pogonom ter še nekaterih drugih značilnosti, kot so na primer premer in pa širina pnevmatik. EQE bi torej utegnil biti tudi dolgoprogaš, tako kot razred E. Za udobje bo namreč lahko skrbelo tudi zračno vzmetenje, ponovno pa bo ta avtomobil lahko obračal tudi zadnji kolesi, za boljšo okretnost in vozno dinamiko. Bo pa razredu E, pa tudi modelu EQS, zelo težko sledil pri prostornosti. EQS ima namreč tukaj velika peta vrata, ki tukaj odprejo precej večjo odprtino. No, EQE pa je le 4-vratna limuzina, ki ima v prtljažniku le 430 litrov uporabne prostornine. In seveda pri modelu EQE ne bo na voljo karavanske različice. Se pravi, če primerjamo z razredom E, gre še vedno v osnovi za poslovno limuzino. Se pravi, bojo pa kupci malenkost drugačni, pri razred E bojo še zmeraj kupovali tisti, ki si želijo klasičnih pogonskih izvedb oziroma priključnega hibrida, medtem ko EQE pa tisti, ki si želijo malo modernejše tehnologije oziroma električni pogon. EQE je v bistvu malo bolj, kako bi rekel, dinamičen, se pravi, je nižja oddaljenost od tal, voznik malenkost nižje sedi in je se pravi avto bolj znotraj EQ družine in najbolj dinamičen model. Medtem ko EQS pa tisti, ki si želijo malo več luksuza. Vse tehnične novosti modela EQE bomo seveda preverili tudi v praksi na našem testu. No, že prej pa si lahko v testu modela EQS ogledate, kako ta rekordna aerodinamika vpliva na porabo električne energije.